gospod minister, bi vam jaz samo v par stavkah predstavil mojo stran. Na svoji levi imam podžupana Mirka Klebica, že 7 let skupaj vodva, torej občino, se pravi od ustanovitve. 7 let, na žalost, imamo šele občino. Majda Ravnikar je od prvega dne z mano, direktorica občinske uprave, še z občine Kamnik je prišla gospa Karmen Škupca, direktorica našega novega podjetja, katerega lastniki 80% je občina, 20% pa firma Kandor. Marjan, moja desna roka, nepogrešljiva na prostoru, ki bi lahko rekel, da je velik delež pri našem gotovo največjem uspehu do zdaj in gotovo, ker za vse večne čase gotovo pomeni, da takega uspeha, kot ga doživlja s to našo poslovno cono, in sem še enkrat bom ponovil, kdo vesel, da bova imela midva priložnost skupaj jo odpreti, vsaj kar se infrastrukture tiče. No in zdaj, če dovolite, bi še na vašo stran mal šel. Gospod Rudi Veršnik je kdo krasno nadomestil našega bivšega poslanca Maksa Lovrinca, ki je prej skrbel za našo povezavo z Ljubljano. No in drago Štrafela, vi pa gotovo ga že tudi poznate, ali so ga vam predstavili, je pa direktor firme, ki nam je to infrastrukturo, katero bomo danes uspešno, sem prepričan, no zdaj še drž ne gre, da bi nam to preprečil tudi predal v uporabo, čeprav roko na srce jo že kar krepko uporabljamo. Ja, hvala lepa, spoštovani župan, za te prijazne uvodne besede. Mene se zdi, da imam, ne vem, bom skoro malo krajšel, kot je. A se vam motim, ne? Pa so mi rekli, da kar moram tako imeti, zdaj bom bolj pogosto hodil, da sem mene zoprno, pa zato sem potem hodil, ko me je že hodil motilo. Tako da zdaj bom da res mogel malo večkrat biti. Ja, poglejte, vsekakor je namen tega mojega obiska, da le damo nek pečat te zelo pomembnih gospodarskih investicij, pri kateri tudi sodelujemo. Jaz upam, da dobro, nikoli ne bi bilo lahko še boljše. Vendar menim, da je to seveda tudi pomembno za sam funkcijo in razvoj. Ko sem vam povedal, gledajte, morate vedeti, da smo danes prihajali z državnega zbora, kjer je bil odbor za gospodarstvo, kjer sem mi še včeraj strani predsednika rekli, da bo odbor trajal najdlje do 15:02, kar je potem naslednji odbor v istem prostoru. Danes jutri so mi povedali, da temu ni tako, da ni te omejitve več in da lahko traja odbor tudi dlje. In zdaj, verjemite mi, da bi lahko tudi težave, ampak to sem zvedel, se pravi, manj kot 24 ur nazaj, tako da se je res v našem poslu, bil sem tudi župan, pa vem, da je tudi v županskem poslu enako, so te nepredvidljive zadeve, ki so zdaj zelo bolj pomembne in pač moraš se k temu prilagoditi. Ja, jaz menim, da prvič sem v občini Komenda, moram reči. No, pa zagotovo upajmo ne za... Zdaj sem razmišljal, zakaj, ampak potem sem ugotovil, da nikoli niso me poti vode, da bi šel skozi, ker če grem čez Kamnik tam, grem tam, če grem čez Menkaš tam, vi ste pa vmes in je to... Nič hudega, nič zamujenega. To ne zamerite in zato sem tudi rekel, da bom danes tudi 1 uro oziroma nekaj časa pred to otvoritvijo vzel, mogoče da pogovorimo se o teh morebiti kakih dodatnih izzivih, problemih, možnostih, seveda, da vsi skupeljamo to naše gospodarstvo naprej. Zdaj, definitivno so poslovne cone, gospodarske cone velika prioriteta tudi naprej. Trudimo se pa povezovati in v te poslovne cone vgrajevati tudi kaj več. Oziroma tam, kjer jih spostavljati, želimo še malo bolj na to področje znanja, jih povezovati torej z kakimi tehnološkimi centri. Veste, to ne mislim, da bi na vsaki poslovni coni razvijal nek tehnološki center. Ne, ampak lahko je v neki regiji pač nek tehnološki center, ki ima svoje enote, tam, kjer je pač gospodarstvo blizu, da se v nekem, da je skratka to tudi nekoliko dislocirano, razpršeno, ker je to v povezavi potem z nadgradnjo, z temi samimi gospodarskimi subjekti. Tako da to je dobra
usmeritev in verjamem, no, da se bo tudi vaša cona dobro razvijala naprej. Kot sem se potem prej uvodoma že dal odločiti, je tudi ena nova gospodarska priložnost. Koliko slišam, ste dosti bili na kmetijstvo vezani, da ste znali dosti po krompirju in tako naprej. Mislim pa, da je seveda imeti te širše ambicije zelo dobro in modro in da to je edino, kar razvija potem tudi kraj. Ste med, tako bi rekel, na meji, teh občin, tako pre 5000. Ja, lih to, da imaš še da imate nižjo plačo, točno, da veselje mnogo, bom rekel. No, Markeca. Ja, gledajte, gospod minister, jaz vas velikrat poslušam. No, korajžno, tako z vsem srcem v boj, to so vaše geste, vaše besede, gremo, no, jaz sem tudi tak. Moram reči, da imam, hvala Bogu, kar nekaj sodelavcev, ki me morajo malo nazaj uleči večkrat, ampak, ko sem vas poslušal, sem dal, no, lej, to je pa tako, kot približno pri nas gleda, vi ste bil v Krškem župan, a v Brežicah. No, dol blizu Brežic, v Krškem, tudi manda, saj ta preko FAR programa je bilo takrat rečeno, da so 3 perspektivne cone, Krška, Komenska in zraven Maribora. Gledajte, tle mi absolutno kot občina 10 zaposlenih plus mi dva še s podžupanom, da take zadeve, s takimi zadevami ogromnimi ravna in tudi se zdi, da ni normalno. No? Mi v lanskem letu smo proračun zaključili z 2 milijardami 300. Občina, ki bi mogla imeti 500 milijonov proračuna, ima dosti dela, tudi s 500 milijoni, če hoče delati, če hoče dobro gospodarjati, ampak to nas je res preraslo. No, zdaj smo si pomagali, ampak šele zdaj, še z firmo novo ustanovljeno, ampak še zmeraj bomo rabili vašo pomoč. Jaz sem še enkrat bom rekel, odprti smo z Rudijem, krasno sodelujemo in rad bi tudi seveda vašo podporo, ker tako poslovno cono, kot jo imamo, oziroma tam nekaj za vašim hrbtom, je zdaj pač nekje približek, kaj lahko to rata. 18 hektarov imamo zdaj prodane, urejene in 18 hektarov in polno bomo danes nekje predali v uporabo 75 hektarov. Si predstavljamo tisti, ki smo se z zadevami, takimi s prostorom ukvarjali, vemo, da je to ogromna zadeva. No in tle bomo res vas potrebovali, vaše nasvete, vašo pomoč, ker jaz mislim, da je to res ena prilika za nas, da privabimo tujce, da privabimo tuj kapital, ker brez tega se tudi sami Sloveniji dosti slabo piše, ker če se ne bomo pomešali mi v evropsko gospodarstvo, seveda pa mi tle s Komente zelo težko, brez pomoči vlade, brez pomoči države, bo za vse slabo, ne samo za nas. A tisti je prva faza, tisto ne do. Tisto je prva faza. To je ta logistični center. Točno to, od Lidla. Pol imamo tamle enega zelo vajen podjetnika Starmana, ki je pripeljal k nam. Ja, no, glede, res je, Krško je bilo tudi eno, tako, da še povem, čist iz tega svoje bivše perspektive kot župana. Mi smo si v Posavju doskrat, kako smo ena statistična regija, 3 občine, tako srečo imamo mende, kaj nekjer druge, da tukaj imamo občin pa je statistična regija, ne? Se da lažje zmeniti, veste, neposredne regionalne spodbude, ko grejo, ne, če se 3 sedejo, nekaj tu razdeli, ne, če je tam 17-20, ima tež. In vsled tega smo mi tudi zdaj zasnovali dol eno takšno resno zadevo, ki je pravzaprav, mislim, da lahko tudi naprej drugim. Ne. To je ena regijska cona, na katero se vsi pravzaprav upiramo zdaj in prisegamo na njo. Ne. Veste, tudi vsak kraj ne so taka cona, je tudi brez veze, da bi vsak imel tudi tist, ki je 5 km stran. Ne. Ljudi se, mislim, ker to je tudi problem za okolje, problem tudi za financirati in je bolje stopiti skupaj, eni razvijajo nekaj, drugi razvijajo nekaj drugega. Ne. Tako da to je po moje koristno
ker potem tudi lažje, veste, država, ko to gleda, pa podpira in denar daje za financiranje projektov in potem seveda izvedbe, če ima na drugi strani nek kolektivni dogovor in pristop. Ker mi seveda bomo zelo težko v Sloveniji vzdržali pritisk, ne vem, 193 občin, da bomo rekli zelo podle 193 so. Mislim, da tudi ni najboljša rešitev. Tako z urbanističnega vidika, tudi sicer, mislim, tudi družbenega razvoja ni to najboljše. Ne? In vi ste tukaj naredili zelo pomemben korak naprej. Imate zdaj fantastično možnost širitev in bi bilo torej dobro, ne, s temi zadevami nadaljevati tudi v okviru nekega širšega dogovora. Ne. In seveda, vi lahko računate na to pomoč in podporo tudi v prihodnje. Mi bomo tudi denar iz tako evropskih skladov, kot tudi seveda proračunski denar temu namenil v prihodnje. Tega denarja bo lahko samo več, ne pa manj. Ta razmeroma ugodna finančna perspektiva je odprla te možnosti. In verjemite mi, kjer je danes bolj pripravljen, bo tudi prej deležen te sredstva. Na konc leta tam po 23 oziroma 13 bo že malo zmanjka. No, biti je to zanimivo tudi za vas kot gospodarstvenika. Mi nimamo enega tolarja kredita, še vse financiramo izključno sami, tako tudi zadolževati se nimamo namena. In čeprav, gledajte, moram pa potarnati, ker pa gotovo ni več pohvalno, smo pa v obljubljanski regiji med 25 občinami tisti z največjo nezaposlenostjo. Mi smo imeli smolo tle v Kamniškem bazenu, Domžalskem bazenu, da so šli giganti mimo. Kako imate razposobnost? 12,5%, že slovenska je 10,4, se mi zdi. No, in to nezaposlenost bomo mi zdaj ter absolutno lahko omilili, ker to nekaj je bilo nuja narediti tle v tem koncu, pa ne si bo to Kamnik, Mengeš, Komenda, za Domžale se mi zdi, da že ni to toliko kritično, ki je zdaj se približalo z avtocesto Ljubljani, ker mi smo pa tle pa res ustali na cedilu, no, in nas je tle, gotovo poznate vse te tovarne, Utok, kemično industrijo Kamnika, Stov, v Jaršah in Duplati, v glavnem, ja, Drak v Mengšu. Vse to, gledajte, so naši ljudje napolnjevali ta delovna mesta, no, in tle smo pa res dobesedno izpadali in že zaradi tega je prav, da nam je res uspel, sploh pa, gledajte, smo pa šli normalno, da s kmetici imamo gotovo največje borbe, kmetici nas na njive ne spustijo, zato smo šli v ta gozd. Vesel sem, da ga te lahko videl, prav čist iz bližine, se imamo dobesedno do tega roba zdaj samo posekano, in boste videli, da je to res zelo, zelo manj kvaliteten les, to je burovc in še to zelo redek. No, in zato ne vem, kakšne škode, kakor naravovarstveniki nam delajo, da smo naredili vandalizem tamle po gozdu, daleč od tega. No. Daleč od tega se mi zdi, da je pa le več ureden človek. Glede, če dovolite, to je to, se zavedite. Ja, glede, to je to. To je teh 18 hektarov, to je pa še nadaljnih 75. Glede, tle dol natura, tiste, ki te velikrat slišal o naturi 2000. Tle dol tudi ne dotikamo se je. Ne. Mi smo se izognili in smo izrezali, ker drugače smo imeli... Jaz vidim, da se malo čudno to ljubili. Ja, smo se pač tej naturi, tem potočkem smo se izognili, da nimamo še z njimi take, ampak gledajte, enkrat, ki bova odpirala naprej dol, no, bova šla pogledati, čemu jevše, ker pri nas zaenkrat imamo jevše bolj za plevel, kot pa za les, se mi zdi, da je razen za purfel in vermon kol prav prišel in je to dobesedno nadležna reč, ampak te jevše moramo zdaj dobesedno zalivati. In gospod minister, mi bomo v celotnem poteku te poslovne cone $1 milijardo mogli dati za to, da bomo zalivali jevše. Čeprav smo dokazali, zdaj študijam, da samo 20% vode v to Naturo 2000, v kateri mora ogromno vode biti, zato da jevše lepo krasno dasejo, ker če bi mi jem vodo odvzel, sem vprašal naravovarstvenike, bi lahko začela rast smreka, hrast
To je pa že škoda. No, ja, to ste vi rekel, to nisem jaz rekel. Glejte, in zdaj smo dokazali, da tle pride samo 20% vode v Naturo 2000 in še samo na 5% Nature 2000 vpliva. No, tako da, kadar boste slišali, da boste vedeli, koliko je to škode. No, zdaj vsak na svoje premisle pa pretehta. Glejte, Naturo 2000 bo zdaj tale plinovod 100% presekal. In Natura 2000 je že ta star vodovod ali plinovod tudi presekal, pa nikoli nobene tudi vedno nismo, da je. Zdaj, to je magistralen plinovod in zdaj se je ta Natura naredila in ne vem, koliko ste kaj zasledoval, Avstrija je zdaj v zadnjem času zakonom, ali pa ne vem, kako jim je uspel, iz 8% pokritosti avstrijske površine zmanjšala Natura 2000 na 5%. Mi smo pa zaščitili 35% in če zdaj še vplivna področja štejemo, ker mi imamo tle 2 km stran od Nature, pa že gradimo 200 milijonov vreden bazen za meteorno vodo, loviti, da bomo poj s črpalko 5 litrov na sekundo pumpali, da bom krat dol do tistih hivš pretekel. Zdaj, takole se dobesedno norca znajo delati, ker bi s te 100 milijardo bi lahko delovnih mest ustvarila že sama občina kar precej. No, zdaj, čeprav Bog ne daj, da to kakšen naravovarstvenik slišal, ker bom spet fardaman, ampak tako je. No, jaz Tomaš sem in tist, ker čutim tudi povem in taka ljudje poznajo, sem veliko že ne morajo zameriti, no, ker to sem jim že tudi nekaj povedal. Sam, tako je. Kjerkoli sem bil, kdajkoli sem se s katerim županom pogovarjal, noben je prijazno govoril ne o naravovarstvenikih, ne o kulturi varstvenikih, ker so res problematični z marsikatero odločitvijo. Jaz imam podobne izkušnje kot vi, sicer ne z Naturo 2000, ampak z njihovimi pogoji in lahko bi tukaj le izmenjala si in deliva to stališče. Jaz sem to mojemu kolegu podobniku večkrat povedal, da jim je potrebno na nek način prirezati peruti, ker je drugače težko kaj narediti pri nas. Natura 2000 je bila po moji oceni dosti prehitro pripravljena in potem premalo predebatirana in ima tudi določene nesrečne rešitve, ki nas žal pri razvoju omejujejo. Pa moramo tudi, to je pa na strani države, seveda se tega lotiti. Mislim, da smo se že nekoliko tega lotili in jaz verjamem, da Natura 2000 ne sme biti več nek omejevalni faktor tudi za take posege, lahko pa je seveda nek signal, da je treba neko odločitev še malo bolj pretehtati kot sicer. To je ne pa da je to neka absolutna grenca. Mora biti, ko ste omenil neposredne tuje investicije. Poglejte, mi temu področju še posebno posvečamo veliko pozornosti, zato imamo in v letošnjem letu planiramo tudi še en razpis, s katerim nepovratno subvencioniramo odprta delovna mesta, ki prihajajo iz takih neposrednih tujih investicij. Kaj to pomeni čisto dejansko? Če pride do recimo tam 30-50 novih delovnih mest, lahko najmanj, ker je podpremo tako stvar z približno $1,5 milijona do $2 milijona neposredno vsako delovno mesto. In to je za nekega, ki pride sem, prav gotovo zmanjša te vstopne stroške. Seveda temu je pa možno prišteti še druge ukrepe, aktivne politike, zaposlovanja, ki jo pa izvaja drugo ministrstvo, to je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Tako da, poleg vsega tega, kaj je povezano s komunalno infrastrukturo in evropskimi sredstvi, so tudi te možnosti še za tuje investicije. In ta razpis je že en bil, pa še en bo letos, bomo razpisali še $1 milijardo. Tako da te možnosti so, če imate kakšne interesente. Imamo mi eno javno agencijo oziroma ta JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, ki vam lahko še posebej kaj povedo. Na spletni strani so vsi njihovi linki oziroma do njih in tako. Tako da nekaj teh ukrepov je in želimo si tega čim več tudi privabiti. Najboljše pa veste privabiti tako, da je nekdo, ki pride k vam partner, ne pa da je nekšen eksploatator,
torej da se poveže s kakšnim domačim podjetjem, da najdejo neke razvojne možnosti in da potem so tudi, to se pravi, da ima neke vsaj srednjeročne plane, če še dolgoročne. In to je edino, no, to me preseneča, da imate tako veliko brezposelnost, ker glede na to ste dosti blizu Ljubljane, no, in to pa moram reči, ne, pol ure pa, ampak v Konici pa verjetno še več, ne. Ja, no, zdaj njih ne spremljamo. Čakaj, tiste avtoceste, ne, tam je. To je avtocesta, ja. To so Vodice. Glede, to so Vodice, ja. No, zdaj, glede, gospod minister, prvo, da pohvalim vašega kolega, gospoda Janeza Podobnika. On je bil že tudi tle, ta prvi minister, no, vi ste drugi minister v naši občini. Kaj je v tem mandatu ali sicer? V tem mandatu je že prej še dobil. Pred volitvami smo imeli vse kandidate za predsednika. No, gledajte, ampak že zdaj, par mesecev nazaj, tudi zaradi tega problema je bil tudi lepa nas je pohvalil, pač mi smo še malo več, kanalizacijo smo imeli, vodo in tak, ki imamo res vzorno in krasno rešen, edino kar ne. Gledajte, zdaj se otepelo gotovo na Gorenskem, pa me te drugič popravil. Po cesti, po kateri se gotovo zdaj prometa odvija gotovo nadpovprečno, pa najslabše vzdrževane in to je edin konček ceste od Ločice do Vodic, ki je bil pred 7 leti, 8, ves obnovljen, razen tele 2 kilometrov skozi našo občino. Na tem križišču, tam nedolj se boste zgrozil, ker boste čez prišel dobesedno ruska ruleta, greš, pa malo moraš zobe stisniti, a bo šlo ali ne, sploh z druge strani, no z te strani zdaj, kje boš ti lažje. Glejte, tale cesta, Želodnik Vodice, bi se nam mogla zgoditi čim prej. Kadarkoli boste kaj imel možnost, odprite to, boste dala videti, da je res potreba. Mi se dogovarjamo z Darsom in DRSC-jem za tale del, ki sem ga jaz lahko kar na lepu. Za ta del se dogovarjamo, da ga bomo skupaj 750 milijonov, so ocenili, da bo občina da 250 milijonov, 250 Dars, DRSC pa 250. Obljube imamo, da bo to že leta 2007 narejeno, pa plačano še 2008, ampak to samo tiste del skozi moste. Tole, čemer se mu zdaj napeljali, pa kaj pravijo regionalna cesta, mu boste pa možnost videti, kako jo tudi flikajo, in ki gre ta cesta Želodnik Vodice prav po tej trasi in tle obide Vodice in se priključi sem na tole pentljo v Vodicah. To ni tak denar za državo. Je pa to sramota. Glede, tle je letališče, še 50 metrov gor, je že asfalt. Se vidi, glede, tle je že... Tle, in v taki neposredni bližini edinega letališča v državi, mislim, ne edinega, ampak tistega, ki predstavlja se zdi 99% prometa, no tle Mariborčanom se upravičujem, ker to pa res ne vem, koliko imajo dol, v crklah privatno nimate, no. Ja, glede, to je edino to je, kar rabimo. Nič drugega ne rabimo. Od države. Nič drugega. Jaz nisem tak, da bi drg na klukah visel, pa dobesedno prosil, dajte nam to, dajte nam uno. Nam ni treba nič dati. Dobesedno res nič. Samo ne nas nazaj vleč. Oziroma uvirati pri gotovih dejanjih, pa naj ti znar, ker ga ima država, jaz vedno rečem, tistem dan ga bolj rabijo, ker mi. Mi se bomo že sami znajdeli. Se znamo znajdeti, znamo delati, imamo pozicijo v Sloveniji, kjer je možno to delati, ker vsak jo nima. Jaz čisto zastopam, gledajte, nam se ni treba nič kaj dosti po prsah tolč, to je zgolj slučaj, da smo tle. Če bi bil nek dol, kaj se vem, v blokah župan, ne vem, kaj bi se mogo spomniti, no? Da bi, ja, da bi... Ali pa v Črnomlju, pa tak, pa v Metliki, ki vemo, kako ponujajo župani, kako se matrajo, pa nihče noče prije. Pač mi imamo tako točko in se tega tudi zavedamo. Normalno pa, da se mora še malo znajde zraven, pa da moraš biti priden, pa da mora kolektiv, te prav biti, da to lepo res doseže, kar smo mi. In jaz pravim, nič nam ni treba, čeprav smo dobili 362 milijonov nepovratnih sredstev. Samo minister vam bom kar povedal, čeprav svojo škodo. Veliko bolj bi bilo, da ne bi nikoli slišali za nepovratna sredstva. Zaradi tega, ker nas je teh 362 milijonov v take položaje postavili, take časovne stiske, da ne vem,
kje smo. No. Sej, to je bolj za sebe zadržati, samo moram vam povedati, da tako kot so z nami delati pri teh nepovratnih sredstvih, da smo mogli imeti že gradbeno dovoljenje, da niti razpisa, pa smo pa čakali 3 mesece, smo križem rok stali brez dela, ko smo čakali, kaj ne bojo na vladi ali pa tam, ker so pač na ministrstvu odgovorili, toliko časa mi nismo smeli niti razpisa razpisati. Nič narediti, nič od nič. Traparija. Bili smo pa v časovni stiski, ker Lidl kot največji kupec, ki je prišel, nam je tudi roke postavil, ja, pod kakšnimi pogoji. In mi smo mogli tiste pogoje podpisati in vkolikor jih ne bi, veste, da so ogromni denarji, bi občino lahko tudi na konc spravil, ampak kdo slabo se napisano. In zaradi tega smo prav zaradi te neelastičnosti pri dogovarjanju pa pri takih stvarih zelo takrat potrni. No. Čeprav v celoti normalno, da smo zmagali. Samo še zmaga bi bila še toliko bolj ko prepričljiva. Poglejte, jaz se z vami strinjam, mi smo imeli za seboj prvo finančno perspektivo, to je 2-4-2-6. In tukaj smo se pravzaprav učili vsi skupaj evropska sredstva črpati. In najbolj neposrečena kombinacija je bila prav na teh poslovnih conah, kjer, ko sem jaz prevzel to odgovornost, sem se soočil, da so Ministrstvo za gospodarstvo dalo pravzaprav te operativne naloge povezane z vsemi temi postopki Agenciji za regionalni razvoj, ARR. In zdaj, veste, in seveda potem so v zvezi s tem izhajale tudi številne težave. Zdaj, več, ko je teh babic, pol slabše je to vse skozi kile vodete. Se to vsi poznamo. In to zdaj pravzaprav morate vedeti, da to nismo mi edini, ki se zdaj soočajo s temi težavami, kajti črpanje teh evropskih sredstev zahteva neko infrastrukturo nacionalno, ki zagotavlja transparentnost, ki zagotavlja izpolnjevanje nekih pogojev. In država je bolj ali manj posrečeno ali pa neposrečeno te zahteve prenašajo neke svoje institucionalne in regulatorne ukrepe in potem seveda eni to lažje naredijo, eni to težje naredijo, ampak moram vam povedati na koncu, da Slovenija je glede vseh novih držav članic še najbolj učinkovita pri tem črpanju. Zdaj pošlišno. Čeprav se to vam zdi zelo čudno, glede na lastno izkušnjo, ampak res je temu, da tako in se z vami strinjam, da so nekateri postopki absurdno dolgi, komplicirani in po moji oceni tudi nepotrebni. Zato smo že predlagali tudi in že smo izvedli tudi ukrepe, ki gredo v smislu racionalizacije in tudi koncentracije upravljanja nad temi sredstvi. Ministrstvo bomo še zmeri vsebinsko pristojno za presojanje na nek projekt vredu ali ni projekt. Ne bomo pa imeli tako kot zdaj organ upravljanja v tej službi vlade za regionalni razvoj, pa potem posamezna ministrstva kot nosilce posameznih ukrepov, ki bodo spet prenašali vse zadeve na neke druge inštitucije in potem seveda je te koordinacije in zgovarjanja ena druga preveč. Tako da jaz se sprejemam to kritiko in se zavedam, da temu ni bilo tako. Tudi tega se je vlada zavedala še posebej na začetku lanskega leta, več kot eno leto je že, ker smo točno videli, da to črpanje nikamor ne gre. Smo vas verjetno tudi priseljevali, da dajte to čim hitreje narediti. Saj tako so naši imeli, ko je to enkrat steklo, Saj lansko leto, na koncu je bilo več sredstev. Se smo več je bilo planirano, ampak potem se je pa v letošnjem letu pa nekaj... Veste zakaj? Zato, ker so spet dele na... To je tisto, da morate imeti, da ceno, da se vi kaj imeli tudi cene zemljišč zraven. Ne, vi srečni ste imeli. To je bila ena zadeva. Druga zadeva je pa tako, da oni, ko en predhodni zahtevk ne rešijo, druga ne morejo sprejeti. To imajo pa oni na Ministrstvu za finance spet neko foro. In lejte, jaz tako pravim, potrudili se bomo vsi skupaj, da bo teh administrativnih problemov čim več. Lahko vidim sliko. Gospod minister, če ste prvič v komenti, da drugič ne boste zgrešil, vam pa bomo, tako da v temu malo v spominu, vam na tale najem dogodek, ali pa naš dogodek, na to snidenje, poklonem sliko našega domačega slikarja. Karlo se podpiše, Bricer Koren je avtor te slike. To je pa ta naša stavba, v kateri tudi zdaj mi tle gostujemo. Občinski prostori so noter, več namenska je in jo imamo v parih letih res namen nazaj.
narediti tako, da bo 37. leta, ki je bila odprta, je v Gorenjskem časopisu pisali kot najlepša stavba na Gorenskem. No, na ta ledogodek vam poklanjam sliko in nas videnje, no, čim prej. Hvala lepa, hvala. Izvolite, čakajte, to bova kle. No, zraven pa, da se pa ne bote, pa še po občini izgubu, gledajte, zemljevid, pa knjiga o komendi, v kateri je napisano od kamene dobe pa do danes vse, kaj so ljudje počeli, razen tega zadnjega 7-letnega obdobja mi, kle se pa že toliko na glas hvalimo, da vam ni treba več povedati, ne prav. No, tole boste samo vzel. Hvala lepa, ja. No, in če dovolite, bi jaz tole tudi druženje še enkrat se zahvalil za tale čas. Povabim nas vse skupaj, posebej pa vas, no, v to poslovno cono in da uspešno končamo delo, zaradi tega smo se danes zbrali. Ja, rezali bomo tam, no. Hvala lepa, gospe. No, to je pa svet. Znak za zapoznata. To je pa glavni izvajalec, lastnik podjetja, dela, podžupan, podžupan, Juhar. Jaz sem bolj športen danes, sem pritisnil. Srečo, grem zraven, srečo, da poznate, srečo je pa direktor Boka inženiringa, srečo Varbič. Ja. Lepo. Ja. Tudi širše okolice, gre torej za pomembno partnerstvo, ne nazadnje tudi med občino in državo, nekaj sredstev Evropskih strukturnih skladov je tudi tu končalo. Zavedamo pa se, da je to seveda prva faza in dobro je, da so tu že objekti, skratka, da se je poleg komunalne infrastrukture tu že apliciralo tudi konkretno gospodarstvo in to bo tudi po moje pomemben korak za nadaljni razvoj, za nadaljne ambicije, zelo ambiciozne občine. Tako da vesel sem, da se s tem tudi rešuje problem dokaj visoke brezposelnosti, visoke mislim v primerjavi z ostalimi občinami te ljubljanske regije, tako da je ta projekt vsekakor zelo koristen in perspektiven. Ta cona bo ena od večjih v Sloveniji. Kako bo država se pomagala? Tako kot doslej bo seveda država podpirala razvoj poslovnih con. V osnutkih razvojnih dokumentov se ta ukrep, to se pravi razvoje in podpore poslovnih con seveda nahaja in nanaša, tako da si pa želimo večje integriranosti poslovnih con tudi z tehnološkimi parki, podjetniškimi inkubatorji in visokošolskimi regijskimi središči. Skratka, želimo vzpostaviti neko vertikalo od šol pa vse do neposrednih gospodarskih dejavnosti preko seveda vseh razvojnih oblik in tudi potencijalov za naprej. Tako da prav gotovo bomo tudi v prihodnje razvoj poslovnih con v Sloveniji podpirali. Na vsak način bo ta cona pomenila tudi večja prometna obremenitev tega območja. Tako, prometna infrastruktura seveda sodi zraven. Ne znamo si predstavljati, kako bi poslovne cone, kako bi gospodarsko dejavnost v Sloveniji razvijali brez ustrezne infrastrukture, med drugim tudi cestne infrastrukture. Zato sem danes bil seznanjen tudi z namerami o posodobitvi te cestne infrastrukture v kombinaciji.
dame, spoštovani gospodje, spoštovani gostje, občani Komende, en lep in prisrčen pozdrav ob začetku slovesnosti odprtja infrastrukture poslovne cone Komenda. Najbrž bi se spodobilo na začetku izreči par pohvalnih, imenitnih ali tehtnih besed o dogodku, pri katerem smo navzoči. Ampak o tejle naši coni je bilo izrečeno že toliko vsakršnih besed, da sem jaz, ko sem prišel v skladišče besed, zaprepaden ugotovil, da je vsega zmanjkalo. Zato bom seveda ostal brez takšnih besed namreč. No, če sem čisto natančen, je najprej zmanjkalo besed polnih žolča, očitanj, besed kot je gospodarnost, negospodarnost, zapravljanje, uničevanje. No ja, na skladišču sta samcati ostali dve besedi. Verjeti in pa zaupanje. In resnici na ljubo sta to besedi, s katerimi se mi občani in navadni smrtniki največkrat družimo. Resnici na ljubo nam preostane le to, da verjamemo v naše občinske može, ker vedo, kaj delajo, jim zaupamo, da to počno odgovorno in na vse zadnje predvsem verjamemo, da imajo vizijo. Že njega dni so bili v naši deželi tudi ministri. No ja, največ jih je bilo pravzaprav na Dunajskem dvoru. Eden celo nastopa v Levstikovi povesti. In ko je Krpan posekal zadnjo lipo, da si je naredil kij in mesarico, je cesarica čisto pobesnela. Minister Gregor pa ni rekel nič. No ja, mi smo tudi posekali kar precej dreves, no, pa ne čisto zadnjih. Pa poglejmo, kaj bo rekel naš minister, gospod Andrej Vizjak. Spoštovani navzoči, spoštovani župani sosednjih občin, poslanci državnega zbora, hvala lepa za povabilo na ta prijeten dogodek. Seveda se kot minister za gospodarstvo vedno veselim novih pridobitev, ki krepijo slovensko gospodarstvo, še posebej takšnih v okoljih, kjer je vsako delovno mesto zelo dragoceno, kjer si tudi lokalna skupnost prizadeva ustvariti boljše pogoje za gospodarjenje in kjer imamo zgleden dokaz partnerstva med državo in lokalno skupnostjo pri infrastrukturnih projektih. Poslovna cona Komenda je prav gotovo pomembna pridobitev za gospodarstvo. Prva faza, ki je danes tu in je že marsikaj zgrajenega, ponuja priložnost, ponuja nova delovna mesta, prepotrebna delovna mesta, ponuja in kaže pa da tudi velike priložnosti razvoja v tem delu, v tej poslovni coni tudi za naprej. Odločili ste se, da povečate to prvo fazo z novimi dodatnimi kvadratnimi metri, ari, ki bodo namenjeni nadaljnjim širitvam poslovne dejavnosti. Pomembno se mi zdi tu danes poudariti, da seveda poslovna cona ni zgolj mesto, kjer se zgradi nek poslovni subjekt, ki potem posluje in ko je tega poslovanja konec, ostane objekt in s tem povezani problemi. Mislim, da mora biti poslovna cona središče razvoja, središče tudi, kjer se krepi intelektualni potencial kraja, kjer se nenehno dela na prihodnosti, kjer se analizirajo možnosti za razvoj in kjer seveda nastajajo in prehajajo v konkretne gospodarske projekte tudi ideje in inovacije. Zato bi si seveda želel, da boste v prihodnje razmislili tudi o nadgradnji te poslovne cone v smislu tehnološkega parka ali dela tehnološkega parka neke širše regije, v smislu razvoja tudi podjetniških inkubatorjev, skratka v smislu širjenja dejavnosti tudi s temi pomembnimi vsebinami, ki temeljijo na znanju. Kajti zavedati se moramo vsi skupaj, da v Sloveniji lahko preživimo, lahko gospodarsko temelji le na znanju, na nenehnem razvoju, kajti z samim delom smo na nek način tudi zaradi razmeroma visokega standarda predragi in nekonkurenčni vizavi nekaterih evropskih konkurent, kaj šele, če gledamo širše in globalno.
Zato seveda moramo staviti na to, kar imamo Slovenci, to pa je glava in pridne roke in v kombinaciji le tega dvojega je tudi prihodnost za vse nas. Jaz seveda čestitam občini, čestitam tudi vam vsem ob tej pomembni pridobitvi, je pomemben korak naprej in naj ne ostane zadnji. Menda je jasno, da se jaz na gospodarstvo, kaj pride, ne razumem. O tem dosti ve gospod, ki je govoril pravkar in tudi gospod, ki bo govoril za mano. Meni so seveda dosti bolj všeč besede, pa še te tako bolj po občutku. In ne morem si pomagati, ampak beseda cona se mi pa zdi strašansko grda. Takoj se spomnim na cono A in cono B, kjer smo že enkrat potegnili kratko in jo še vedno vlečemo kratko namreč. Zato kar iskreno povem, da sem besedo cona prisiljen izgovarjati, ker je pač uradna. Dosti lepša je lepa slovenska beseda območje. No, pa pustimo besede, bo rajši gospod župan kakšno rekel o gospodarstvu oziroma o coni. Gospod župan, izvolite. Hvala lepa. No, da bom vsaj lepo začel o območju poslovne cone Komenda. Spoštovani Komenčani, Komenčanke, spoštovani vsi, ki ste se danes zbrali v tej naši coni, dovolite, da v vašem imenu in v svojem imenu med nami pozdravim gospoda magistra Andreja Vizjaka in prosim en aplavz za našega ministra, ki se je danes vzel čas, prišel, vreme smo mu naročili, no, pred njim ga je gotov že v tej coni naročil njegov kolega, minister, okoljevarstvenik mu radi rečemo gospod Podobnik, ki je ravno tako kot gospod minister danes obljubil vso pomoč in te pomoči seveda smo Komenčani še predvsem veseli. Dovolite mi, da v naši sredi, že zdaj se upravičujem, gotovo bom koga pozabil, samo tiste, ki jih imam tle pred sabo, tiste, ki so zaslužni, da danes sedimo oziroma stojimo tle in to so gotovo med njimi gospod Max Laurinc, bivši poslanec, ki je skrbel, da smo imeli kot občina Komenda z državo vedno dobre stike in z nami je tudi ta, ki ga je namestil, gospod Rudi Veršnik, poslanec v državnem zboru in oba toplo pozdravljam in se jima tudi zahvaljujem za vso pomoč, ki sta nam jo oziroma nam jo bosta še nudila. Med nami je tudi gospa Bernarda Podlipnik, podsekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor in tudi gospod Podlipnikovo, s katero se pogosto srečujemo in moram priznati, da ko gremo od nje zadovoljni, je velik del dela že za nami in gospod Podlipnikovo tudi lepo pozdravljam med nami. Seveda sem kot vedno vsak, mogoče takoj za ministrom, bi mogel pozdraviti svoje kolege in dovolite mi, da pozdravim najprej svojega kolega, župana Felix Mavriča, ki me je presenetil, seveda prišel iz naše pobratene občine Križevci. Pozdravljam ga, kakor tudi seveda našega soseda Tomaža Štebeta iz Mengša in Franca Čebulja iz Cerkelj. Franc, ja. Glejte, med nami imamo seveda tudi direktorja firme, ki je to našo poslovno cono oziroma infrastrukturo gradila, to je Drago Štrafela in direktor Gratela in ga pozdravljamo, se mu zahvaljujemo. Je med nami, je, seveda, no, direktor, seveda, lastnik tega podjetja, Jure Krč je med nami in Jure, lahko se pokažeš, da bojo vedeli, kjer na Gorenskem ima tako ekipo, da se ne boji infrastrukture, kakršno smo gradili Komendi. Seveda pa, da jim ni bilo prelahko, smo povabili tudi gospoda Sreča Barbiča, on je pa direktor Loka inženiringa, ki je vršil nadzor in zaploskajmo še gospodu Sreču Barbiču. Čeprav pravijo, da investitor in nadzor naj ne bi sedela skupaj, da sta že gotovo preveč domača, no pa danes je preveč uči, da bi
med njima skočila kakšna iskra. No, seveda pa pozdravljam še vse svetnike in svetnice na čelu z našim podžupanom Mirkom Kepicem, ki je bil po mojem dnevno tle v tej coni, in za Mirka Kepica in za vse svetnice in svetnike en aplavz. No, pozdraviti moram tudi tiste, ki so nam pomagali načrtvati oziroma risati, kot mi radi rečemo, to poslovno cono. To je Ulčar Borut, direktor RRD-ja, in še gospa Vera Rutar, ki skupaj z dvemi podjetji nam vedno stojita ob strani, in zaploskajmo tudi njima, saj imamo za zgledno urejeno cono prav njima reč hvala. Seveda Lebar Štefan, direktor Petrol plina, je bil tisti, ki nam je takrat, ko smo ga najbolj rabili, priskočil na pomoč, in gospoda Štefana pozdravljam lepo. Zdaj bom malo nehal pozdravljati. Pozdravil bom kot zadnjo direktorico naše poslovne cone, Komenda, gospo Karmen Škufca, s katero pomočjo bomo to drugo, kako sva že rekla, območje poslovne cone, ravno tako kot prvo območje uspešno zaključili. No, in tisti, ki vas nisem, seveda, moram pa še pozdraviti oziroma pohvaliti vse tiste, ki ste nam danes polepšali oziroma nam boste polepšali tale dan, pa naj bo to pevski zbor oziroma godba in narodne noše, vsem tistem, ki so šanke pripravili in ki so poskrbeli, da ne bomo suhi grl odšli od tot, in seveda prav vsem mojim sodelavcem, ki so pomagali pripraviti tole današnjo slovesnost. No, danes se bom mal izneveril, ker mene poznajo po govorniku, ki ima rad začetek in konc zelo blizu skupaj. Sam danes je pač gotovo, tako za mene, kot za vso komendo, največji dan, saj meni to pomeni, in dovolite mi, da vam še par stvari povem o tem območju, kjer bomo gradili cono. V petek 8. julija 2005 sem skupaj s podžupanom Mirkom Kepicem, poslancem Državnega zbora Rudijem Veršnikom in direktorjem firme Gratel Dragon Štrafelom v nastajajoči poslovni coni Komenda položil temeljni kamen ob začetku gradnje komunalne infrastrukture. Prvi objekt je že vseljen, tudi drugemu ne manjka veliko. Komunalna infrastruktura je praktično končana, največji zamah gradnje pa se pričakuje prav v letošnjem letu. Osnovni podatki o poteku priprav in gradnji prve faze okrožja, območja. Podlaga za začetek postopkov v zvezi z realizacijo poslovne Komenda prva faza je bil v letu 2003 sprejet prostorski plan, ki je zemljišče prej namenjeno deponiji komunalnih odpadkov spremenil v območje za gradnjo poslovne. Lokacija je po številu v okviru programe FAR ena od 3 najbolj perspektivnih v Sloveniji. Sredi leta 2003 so bili opravljeni prvi pogovori s prejšnjimi lastniki za odkup zemljišč. Do novembra 2004 so bili skoraj 2 leti pred pogodbenim rokom prejšnji lastniki v celoti izplačani. Občina Komenda pa je postala lastnik zemljišč v prvi poslovne skupno površino cirka 18,5 hektara. Lokacijski načrt je urbanistični biro Kamnik izdeloval med decembrom leta 2003 in novembrom 2004, ko je bil sprejet na občinskem svetu in potrjen. Med izdelavo lokacijskega načrta so bile opravljene številne meritve, študije in raziskave, med njimi predvsem geodetska dela, parcelacija, okoljevarstveno poročilo, geotehnične raziskave terena, študija varovanja podtalnice in podobno. Projektno dokumentacijo za gradnjo komunalne infrastrukture je izdelal Planning biro iz Kranja. Na podlagi teh projektov je 26. januarja lani upravna enota Kamnik izdala gradbeno dovoljenje za cestne povezave s pločniki in javnimi parkirišči, meteorno in fekalno kanalizacijo za zadrževalnikom meteorne vode, vodovod s hidrantnim omrežjem, elektroomrežje s 3 transformatorskimi postajami in javno razsvetljavo,
telekomunikacijsko omrežje, kot so telefon, kabelska, optično omrežje in podobno, plinovod. V letih 2003 in 2004 so bili objavljeni 3 javni razpisi za prodajo zemljišč v poslovni coni. 23 kupcom z raznovrstnimi dejavnostmi je bilo po cenah od 60 do 120 evrov za kvadratni meter prodanih vseh 25 gradbenih parcel s površino od 875 do 90 tisoč kvadratnih metrov komunalno opremljenih zemljišč. Sočasno so potekala dela na priključni infrastrukturi, predvsem na vodovodnem priključku, ki je že zgrajen, fekalni kanalizaciji, kateri večji del je že zgrajen, ter v režiji Petrol plina priključni plinovod. Gradbena podjetja za dela na komunalno infrastrukturi v poslovni coni je bilo podpisano, se upravičujem, gradbena pogodba, zdajle sem šele opazil, da očal nisem gor dal. Gradbena pogodba za delo na komunalni infrastrukturi v poslovni coni je bila podpisana 8. julija lani, ko je bil izvajalec Gratel tudi uveden v delo. Do danes so bila izvedena dela v vrednosti cirka 1,2 milijarde sit, strokovni nadzor nad gradnjo upravlja podjetje Loka Inženiring in Škofje Loke. No, in če mi dovolite, bi jaz tle povabil direktorja, gospoda Draga Štrafelo, da se mi pridruži na odru, ker bi mu rad se zahvalil in v spomin, če mi bojo seveda tamle, ja, pomagali. Gospodu Dragu bom podaril spomin na delo v Komendi, ta izrazito prepoznaven motiv cerkvenega hriba skupaj s Farovžem, cerkvijo in seveda beneficijo na eni strani in na drugi strani glavarjeve bolnišnice. Gospod Drago, ta slika naj vas spominja na res dobro opravljeno delo v naši občini in čestitam vam. No, zdaj sem pa že čisto na koncu. Rad bi vam še povedal par besed o aktivnostih druge faze, kako sva rekla, območja poslovne cone. Občina Komenda je julija lani s spremembami prostorskega plana, predhodno potrjenimi na vladi Republike Slovenije, povečala območje za poslovno cono za dodatnih 75 hektarov. Uspela je pridobiti že cirka 90% teh zemljišč. V postopku izdelave je lokacijski načrt, ki posebno pozornost namenja primernemu odmiku od območja Nature 2000, v zaključni fazi pa je tudi celovita presoja vplivov na okolje, ki bo podala smernice in ukrepe za čim manjši vpliv na naravo na območju poslovne, se upravičujem, cone okoliških območij. No in čisto za konec še en kratek odstavek. Komendi s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev. Zaenkrat smo jih pridobili 362 milijonov. Pomoč pri pridobitvi letih nam je nudil Inštitut za evropsko pravo in tle se pa gospodu magistru Pivku upravičujem, ker ga prej nisem pozdravil, no ga pozdravljam pa zdaj. En aplavz še za... In s pomočjo leteh raste moderna poslovna cona, ki bo v prvi fazi dajala zaposlitev med 500 in 700 ljudmi, to so ugibanja, lahko jih je še do 1000, po končanju druge faze pa bo v tej naši coni po grobih ocenah lahko zaposlenih med 2500 in 3500 ljudmi. Večji del aktivnosti za realizacijo druge faze poslovne cone bo prevzelo podjetje Poslovna cona Komenda DOO, ki je v 80% občinski lasti. Vodi pa to podjetje, kot sem že prej omenil, gospa Karmen Škufca. Hvala lepa, če dovolite, vam čestitam res za ta naš res velik uspeh, vam pa, ki ste danes navzoči in ki svojo navzočnostjo nam poveste, da mislite podobno kot mi in da nam to našo pridobitev privoščite. In še enkrat, hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri tem našem uspehu in še naprej tako dobro sodelovanje. Hvala lepa. No, kjer je bilo izrečeno,
kar nekaj tehtnih in za nas navadne občane, kar zahtevnih besed, je morda čas, da si malo odpočijemo, naredimo takole, premor ob glasbi. Ne vem sicer, zakaj so dekleta in fantje iz pevskega zbora Megaron uvrstili za gospodom, ministrom in županom ravno naslednjo pesem. Karkoli že, Beneška ljudska v priredbi Hilarija Lavrinčiča z naslovom Petelinček je zapel. Je pa tule med nami še nekaj pomembnih mož. Eden od njih je tudi gospod Rudi Veršnik, poslanec Državnega zbora. Tole najbrž ne bodo novice iz Državnega zbora, ampak kakšne druge bolj tehtne besede. Gospod Rudi Veršnik, izvolite. Spoštovani gospod minister, spoštovani gospod župan, spoštovani gostje, spoštovane občanke in občani Komende. V veliko zadovoljstvo in čast mi je, da sem danes priča velikemu dogodku v občini Komenda. Pred nami je slavnostni dogodek, ki bo gotovo z velikimi črkami upisan v anale občine Komenda. To je predaji infrastrukturnih objektov svojemu namenu v tej lepi poslovni coni, nažalost. Coni. Ko smo 8. julija 2005 polagali temeljni kamen, si niti v sanjah nisem predstavljal, da bo v manj kot enem letu na tem kompleksu zrasla tako veličastna poslopja in infrastrukturni objekti, ki pomenijo žile dovodnice za vse te objekte, ki brez njih prav gotovo ne bi mogli funkcionirati. 1. maja smo se spominjali druge obletnice vstopa v Evropsko unijo in danes smo na tem mestu priča uspešno zaključeni investiciji v infrastrukturne objekte, ki je bila financirana pretežno iz sredstev, ki jih je Evropska unija namenjala novim članicam. Odgovorno lahko trdim, da so investitorji, tako država, Evropska unija in občina Komenda, dobro vložili svoj denar in smo priča dobri naložbi, tako za samo občino Komenda, kot tudi za državo Slovenijo. Čestitam izvajalcem, ki so dobro opravili svoje delo in kar je danes najvažnejše v dogovorjenem času, ki je v vsakem primeru krajši od enega leta.
Danes je za občanke in občane Komenda resnično pomemben dan, saj takšni objekti bogatijo in zagotavljajo občini in občanom boljšo prihodnost. Hvala lepa. Kakorkoli že, besede, 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 visoko leteče, imenitne in pa še kakšne. Ampak vse to je pač nekdo moral narediti. Nekaj o tem gospod z nogami trdno na tleh, z nogami, ki se še kako dotikajo infrastrukture. Direktor Gratela, gospod Drago Štrafela. Lep pozdrav v imenu izvajalcev podjetja Gratel. Lep pozdrav, gospod minister, posebej še gospod župan in vsi ostali gosti, ki ste danes tukaj prisotni. Izredno vesel sem, da sta se združila iz besede vizije dva pomembna partnera. Smo podjetje, ki imamo vizijo, vemo, kaj hočemo, kaj želimo in našli smo investitorja, ki ima tudi vizijo, to je občina Komenda. Zato še enkrat hvala lepa občini Komenda, da ste nam zaupali ta posel. Potrudili smo se, da smo končali kvalitetno in pravočasno. Želimo si res skupnega sodelovanja, smo pa prepričani, da lahko tudi v enem letu zgradimo, če je potrebno, še ostali 4/5. Hvala lepa. Zdaj lepa, komur je znan kak zakonski zadržek, ga je dolžan naznaniti. To govorim skrajno resno, ker potem bo šlo čisto zares. Torej, če še koga mikajo besede, ima zdaj le čas. Najprej dober dan našemu ministru, potem županu z svojimi sodelavci in pa seveda vsem gostom, ki ste se danes pridružili tej svečanosti, posebej pa občanka in občanov občine Komenda. Prihajamo iz pobratene občine Križevci. Seveda smo se z občino Komenda pobratili pred 2 letoma, ker smo nekako videli, da imamo skupne cilje in pa seveda skupne želje. Seveda, takšne sreče nimamo, kot ima občina Komenda, da je prislonjena pravzaprav skoraj na glavno mesto Slovenije oziroma Ljubljano, pač mi smo oddaljeni skoraj 200 km in smo seveda tudi na podlagi skupnih dogovorov in pa skupnih želja se spustili v izvedbo poslovno-obrtne cone, seveda precej manjše, kot je v Komendi, ampak upamo, da bo tudi ta poslovna cona nam prinesla to, kar prinaša Komendi. Seveda bomo znanje oziroma vse tisto, kar so že doživeli v Komendi, probali črpati in seveda dogovarjati se z njimi, da bomo pomagali pri tem projektu. In seveda bi rad v svojem imenu in pa seveda imenu občanke in občanov občine Križevci čestital za ta velik dosežek, ki smo ga doživeli, bom rekel, skoraj v enem letu, ker sem bil tudi na otvoritvi prve zgradbe, ki je danes že vseljena in seveda želim in čestitam še tako hiter napredek. Upam, da bomo vam sledili, vendar v manjšem obsegu in želim, da še naprej tako prijetno sodelujemo. Vendar pa bi rad, da me moj pomočnik oziroma svetnik občine Križevci da eno prleško darilo, da bo da župan z ministrom lahko odprl, pa žegnal ta, bom rekel, infrastrukturni objekt, torej asfalt, da se ne bo razsušil. Iskrene čestitke še enkrat. Pa je za to, da boste htili ali pa s svojimi sodelavci nazdraviti. Hvala lepa. No, gospod Mavrič je več kot pa podoben nam, tudi njegova občina nam je zelo podobna in se mi zdi, da bolj kot smo se tle skupaj res našli, ne vem, dobesedno čutim, kako dihajo z nami in mi, verjemite mi, tudi jem prvošmo, naj vam uspe, bom rekel, boljše kot nam. Hvala. Lep dober dan, pozdrav vsem. Kolegu županu, sosedu želim in čestitam, želim vse dobro v nadaljevanju tega poslovnega parka, recimo, da bo to, kar je omenil minister, v resnici postopoma nastajalo, nekaj
več, tista dodana vrednost, ne samo prostori, infrastruktura. In kličem na sodelovanje, ker ta cona je sprožila dodatno povezavo z sosedno občino in sosednjimi občinami v porečju Pšate. Namreč mi smo že, in to je tudi darilo gospodu županu, pripravili vse potrebno, da bojo vse odpadne vode lahko tekle na čistilno napravo v študij v občini Domžale. Upam, da bo vse to, vsi te naveze, ki nas vežejo, je pa ta poslovni park velika spodbuda in za nas zgled, kako je treba ravnati in tudi pridobivati sredstva in organizirati se za to, da potem tudi ostali nekako priskočijo na pomoč. Res čestitke ne samo županu, ampak občinski upravi, podžupanu in vsem tistim, ki ste pri tej konkretni izvedbi sodelovali. In hvala lepa za povabilo. Ja, tudi lep pozdrav v imenu občine Cerklje. Skratka, sem v delovni uniformi, glede na tak slavnostni del, verjeten lih najbolj nas sodi to, da moje običajno delo je tako, da je preprosto tudi oblačenje. In jaz sem prepričan, da tudi kolega župan Tomaž enako ravna, ker je verjeten rezultat tudi tega, ki smo danes tukaj in seveda njego in njegovi ekipi čestitam za to pridobitev. Skratka, v občini Cerklje se tudi na enak način trudimo, pa upam, da se tudi srečamo v poslovni komunalni coni ob letališču, kjer tudi snujemo enake načrte, tudi seveda z nekim bistvenimi spremembami same notranje dejavnosti. Še enkrat čestitke vsem, seveda ministru, ki tudi podpira in vsem ministrom in vladi te pridobitve v okviru podeželskih občin. Še enkrat hvala tudi za vabilo. coni na podoben način še dostikrat srečali. Zato za danes bodi besed dovolj. Morda samo še sklepna misel, da si želim, da bi tole območje imelo isto zgodbo kot športna dvorana v Komendi. Po izjemni plohi besed in obračunavanj, da je prevelika, se je danes izkazalo, da je, kako hecno, premajhna.
Naj čisto za konec zaigra mengeška godba, vi pa potem vsi vabljeni k pogostitvi naj ima še želodec kaj od tega. Hvala. Thank you.